V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije v torek že 19. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podeljenih je bilo 9 zlatih, 31 srebrnih ter eno posebno priznanje za inovacijski izziv. Med nagrajenci pa sta bili tudi 2 pomurski podjetji. Slavnostni govornik, ki je prireditev tudi otvoril, pa je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Danes ste tukaj, verjetno vsi strinjamo, da bo Slovenija tako močna, kolikor je gospodarsko močno, se pravi, kolikor je močno slovensko gospodarstvo. Za večjo konkurenčnost naše države moramo skrbeti prav vsi. Razvoj in višja dodana vrednost pa cveti prav z inovacijami. Za našo državo je zato bistven prehod iz komercializacije mišic, komercializacijo možganov. In vi, dragi inovatorji, ste nosilci tega prehoda. Dejstvo pa je, da lahko samo partnerstvo politike in gospodarstva našo državo vodi naprej in jo od brezpredmetnih prepirov usmeri v ustvarjalno gradnjo uspešne prihodnosti. To je bilo v zadnjem letu in pol še toliko bolj pomembno, ko so bili časi zelo težki, to vemo vsi. Ali nam je sodelovanje uspelo? Zadnji podatki statističnega urada kažejo, da smo dosegli pot okrevanja, torej je odgovor da. Praktično smo že nadoknadili padec gospodarske rasti, brezposelnost pa je celo nižja kot pred epidemijo. To partnerstvo pa bo v prihodnjih letih še toliko bolj pomembno. Danes smo namreč v obdobju velikih izzivov in odgovornosti. Pred nami je čas, ko za akcijo in za transformacijo v predvsem bolj odporne sisteme. Zato smo na ministrstvu velik poudarek dali na obdobje investicij, ki so pred nami. Evropska sredstva bodo namreč usmerjena v najboljše projekte za zeleni in pa digitalni prehod, s tem bomo tudi nadaljevali modernizacijo Slovenije. To bo dvignilo našo produktivnost in letos računamo, da bo posebno leto tudi zato, ker predsedujemo svetu Evropske unije. In iz prve roke lahko povem, da nam evropski partnerji čestitajo za tako dobro izvedbo organizacijsko in pa tudi vsebinsko. Evropo vodimo v času velike preobrazbe in priprave na hud boj na globalnem trgu. In Slovenija bo v tem boju uspešna, če bomo znali postaviti na stran vse razlike, ki so med nami, naš pogled pa usmeriti v skupna izhodišča in skupne cilje. Ključno je zavedanje, da bomo uspešni, če bomo znali povezati vse naše možgane in mišice in naročiti izvedbo naše ustvarjalnosti. Naš cilj mora biti jasen, odgovoren, družbeni in gospodarski razvoj. In če bomo to znali, bomo uspeli. Tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni poteka razprava o tem, kako zgraditi uspešno prihodnost za naslednje generacije. Postavimo to razpravo v središče naše pozornosti. Uspešen prehod v naprednejše gospodarstvo lahko zagotovimo samo na krilih inovacij. To je ključni dejavnik uspeha podjetij in konkurenčnosti držav v današnjem globalnem svetu in tekmi, ki se zelo zaostruje. Inovativnost poganja razvoj in mi to imamo. To vidim tudi med številnimi obiski slovenskih podjetij in navdušen sem nad pametjo, ki jo premore naša dežela. V primerjavi z državami Evropske unije sicer spadamo med zmerne inovatorje, kar je položaj, ki ga moramo izboljšati. To pa lahko naredimo s pomočjo večje razširjenosti rabe informacijskih tehnologij pri nas, povezave med inovativnimi malimi in srednjimi velikimi podjetji ter izjemnega človeškega kapitala naše države. Zelo smo močni na področju ekoinvesticij,
kjer hitro rastemo in prehitevamo evropsko povprečje. Vsekakor pa nas na tem področju čakajo številne naloge. Kam torej gremo? Pred kratkim smo sprejeli novo slovensko industrijsko strategijo, ki smo jo pripravili skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in drugimi deležniki. Med drugim strategija nastavlja cilje na področju inovacij v okviru pametne rasti. Tako načrtujemo, da bo Slovenija do leta 2030 povečala delež družbenega bruto produkta za rast in razvoj, dvignila inovacijski indeks na povprečje Evropske unije, povišala število raziskovalcev v poslovnem okolju, povečala delež inovacijsko aktivnih podjetij in podala več patentnih prijav slovenskih prijaviteljev pri Evropskem patentnem uradu. Razumemo, da podjetja potrebujejo podporo, da bodo lahko bolj inovativna. Zato smo tudi predvideli ukrepe tako v tej strategiji, kot tudi v načrtu za okrevanje in odpornost. Podjetje Kaštula je predstavilo svojo inovacijo na področju televizijskega oglaševanja, ki sicer ni najbolj učinkovito. Televizija se dolga leta ni spreminjala. Prva večja inovacija v industriji po katodni cevi se je zgodila s preklopom TV škatle na internet. S tem smo dobili video na zahtevo, Netflix, ogled za nazaj. Ta tehnološki preboj nam je vsem skupaj prinesel ogromno pozitivnega. Ampak tudi mi, tako kot vsi drugi, prevrtavamo oglase, ki za nas niso relevantni. Zdi se, da so oglaševalci ogromno izgubili. V Kastuli smo prepričani, da je to priložnost za opustitev starih in neučinkovitih metod TV oglaševanja. Kot je že v 19. stoletju izrekel John Wanamaker, lastnik ameriških veleblagovnic, vem, da gre polovica mojega oglaševalskega denarja v nič, ampak žal ne vem, katera polovica je to. Tradicionalno TV oglaševanje ni vedno najučinkovitejše. Tako naprimer trgovina Jagar seveda želi oglaševati na TV-ju, ampak ni ravno najučinkovitejše, da oglašuje tam, recimo v Kopru, kjer nimajo trgovin. Podobno Baby Center želi prikazati oglase družina z malimi otroki. Ali pa imamo veliko drugih primerov, ki lahko bolje izkoristijo to oglaševanje. Tradicionalno TV oglaševanje zahteva, da nekaj denarja vržete čez okno. S Kastulo lahko ta denar porabite za nekaj drugega. Odkar smo na trgu, smo samo v Sloveniji več kot 100.000 gospodinjstvom servirali 7 milijonov oglasov slovenskih in tujih naročnikov. Trenutno lahko tovrstne oglase serviramo pri enem izmed slovenskih TV operaterjev, še pred koncem leta pa upamo, da bomo naš doseg podvojili. Oglasnih kampanj pa nismo zgolj servirali, temveč jih tudi izmerili in analizirali. Tako smo v Turčiji z Alexus servirali 3 milijone interaktivnih oglasov, kjer so gledalci pustili svojo telefonsko številko in tako rezervirali termin za testno vožnjo. Na ta način je Lexus realiziral 239 testnih voženj in prodal 29 vozil v samo 3 tednih. Ciljano, merljivo in učinkovito. Zakaj? Zato, ker skupaj zasnujemo kampanje skupaj z vami. Kaštula smo skupina inovatorjev z več kot 7 leti izkušenj, ki poskrbimo, da plačate samo za tiste oglase, ki jih vidijo vaše ciljne skupine. Pri inoviranju je bil vključen vsak posameznik posebej, ki je prinesel svoje znanje bodisi iz TV industrije, digitala ali oglaševanja. In tako je nastala interdisciplinarna ekipa inovatorjev, ki je uspela rešiti vprašanje, kako za vraga spraviti digitalno oglaševanje na televizijo. Najlepša hvala vsem. Nik, kje si? Tule, vedno ob strani. Čestitam ekipi Kastula. Ste podeljevalci že podelili nagrade? Pravkar bodo. Odlično. Izvolite. Gospod minister in predsednik GZS-ja, boste imeli to čast. Zdaj pa bomo vsi mi z večjim veseljem gledali oglase. Inovacije pa prihajajo tudi iz Radgonskih goric, kjer so želeli preprečiti neprijetne vonjave, ki jih povzročajo aminokisline in žveplene spojine, ki jih najdemo v peninah. Svetloba je dobra.
Ampak svetloba je tudi slaba. Saj, kar se peneči vin tiče, namreč penine so bogate na aminokislinah. In povezava le-teh z žveplenimi spojinami tvori neprijetne note. In to dokazujejo številne znanstvene raziskave. Take neprijetne arome so na primer tista po kuhanem zelju, tista po gumi ali pa celo po mokrem psu. Kaj, če bi se temu skušali izogniti? Kaj, če bi penino zaščitili pred svetlobo? Kaj pa, če bi penino napolnili v črne steklenice, zvakumirali v črne vrečke in tako popolnoma onemogočili dostop svetlobe do vsebine? Kaj pa, če bi celoten proces proizvodnje speljali v mraku? Kaj pa, če bi pri tem sodelovalo celotno podjetje in bi mi vsi s sodelavci, tudi direktor, potrgali grozdje v temi? Nastalo bi prvo peneče vino na svetu, pridelano po polni temi. Klavdija, si rekla prvo na svetu? Ja, prvo na svetu. Nastala je penina Untouched by Light. Ker najboljše stvari se zgodijo v temi. Prosim, če mi pomagate podeliti zlato priznanje. Iskrene čestitke tudi za zelo duhovito predstavitev. Iskrene in srčne čestitke prav vsem zlatim inovatorjem. Še enkrat prosim za aplavz. V sklopu Dneva inovativnosti se je odvila še inovacijska konferenca, ki je potekala od jutra in je bila soorganizirana z društvom v tujini izobraženih Slovencev.